Živijo. Jaz nisem Klemen Ploštajner, sem pa Nika Mahnič, ki pa tudi prihajam iz Danes in dan Inštituta za drugo vprašanje. Ob tem pogovoru govorili bomo o govoru, kritiki in aktivizmu. Posledica spremenjene situacije v Sloveniji, soočenja z drugimi, o katerih smo prej na nek način le brali, če sploh, je podprtje nekih tematik, ki so bile do takrat bolj obrobno in redko slišane. In zahteva po avtonomiji, migraciji, preboj in prehajanje meja in nek čim padec, sprememba šengenskega režima, nam ne kažejo neke nove Evrope, pač pa nam kažejo na dejansko Evropo, na Evropo, ki ni po nove, ampak od zmeraj rasistična, izkoriščevalska in utemeljena na zatiranju. Po drugi, malce svetlejši strani, pa v trenutni situaciji množijo prakse upiranja, ki potekajo na več ravneh, ki jih bomo danes tudi obravnavali. Ena je raven kritike, ki državnim strukturam, uradnim družbenim institucijam in družbi sami nastavlja zrcalo, jih presoja in se do nje tudi opredeljuje. Druga raven je raven odzivov, ki poskušajo na oblast pritiskati, preusmeriti način njenega delovanja, predvsem pa preprečiti njene najbolj radikalne tendence. Tretja pa je gradnja alternativnih praks, ki se oblasti upirajo z gradnjo avtonomnih mrež in dejavnosti, s katerimi bi jo nadomestili ali pa pokazali na njeno nezadostnost. V pogovoru se bomo torej posvetili vsem trem ravnem odzivanja na govor uradnih družbenih institucij. Govorili bomo o medijskem poročanju in o sovražnem govoru, o krčenju javnega prostora za poglobljeno debato in o novih oblikah novinarstva ter širjenja informacij. Ob sebi pozdravljam Mateja Cvitarja, novinarja aktualno-politične redakcije na Radiu Študent, ki pa je kot eden redkih medijev v Sloveniji zavzel jasno stališče proti militarizaciji. Poleg tega ob njem sedi Sandra Bašič Hrvatin, profesorica in raziskovalka mednarodnega in slovenskega medijskega prostora in predstojnica oddelka za medijske študije na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Pozdravljam pa še Met Komencin Čeplak, docentko za socialno in politično psihologijo na Fakulteti za družbene vede. Za začetek bomo premislili diskurs oblastniških struktur in medijsko poročanje o dogajanju. Prihod beguncev je namreč na plan privedel veliko sovraštva, ki se sedaj razrašča tako po socialnih omrežjih, forumih, raznoraznih medijih. Državne institucije so do prehoda beguncev so se na dogajanje odzivale mlačno, ob njihovem prehodu na slovensko mejo pa so začele prestrašeno slediti konzervativnim praksam drugih evropskih držav. Zdaj pa se postavlja vprašanje, ki ga postavljam Metki, zakaj takšen odziv, ko pa politiki pogosto govorijo o pravičnosti, izjavljajo slogane o strpnosti in preganjanju sovražnega govora? Skratka, ta sovražnost in ta sovražni govor ni nastal z begunci, v tistem trenutku, ko so se begunci z Bližnjega vzhoda pojavili na slovenskih mejah oziroma na teh kopenskih mejah Evrope, ampak je pravzaprav bil tukaj že prej, Verjetno, če zdaj ne bi bili begunci, bi imeli v tem trenutku bi bili tarča sovražnega govora gej in lezbike še bolj kot so. Vedno je pravzaprav, sploh v obdobju, v situaciji, ko se soočamo z neko hudo tesnobo, tudi strahom, zaradi razmer, v kakršnih živimo, iščemo in hitro najdemo neko primerno žrtev, na katero pravzaprav bomo svoje frustracije, strahove in tako naprej zvalili, utelesili v njem in tako naprej. Tako da zdaj to, da v zvezi z govorom, ki ga uporabljajo oblastniki, je pa tako se verjetno ravno to, da če sploh se kažejo strpni. Že ta strpnost sama je problematična, pa sploh se bojim, da ne gre niti za strpnost. V tem smislu, da če govorimo o situaciji z begunci, strpnost pomeni pač prenašati nekoga. Nekoga, ki ga v osnovi zavračam, imam distanco do njega in s tem, ko izjavljam, da ga prenašam, pravzaprav sam
poudarjam to razmerje neenake moči in konstituiram neko skupnost tega mi, ki je v položaju, da prenaša ali pa ne prenaša nekoga, ki se je pač pojavil na mestu, kjer ga ne bi bilo. Seveda mislim, da je pa še hujš v tej situaciji, ko gre za begunce, se takoj pravzaprav, ko so se pojavili v bližini slovenske meje, begunci, se je začelo vztrajno pravzaprav uporabljati ta varnostni diskurs. Čim začneš govoriti o tem, da so begunci problem, o tem, da so varnostni problem, pravzaprav narediš natanko to. Poveš, da so nevarni, da je strah pred njimi utemeljen in ga pravzaprav na nek način konstituiraš kot sovražnika. V najboljšem primeru pa kot nevarnost, ki se je treba ubraniti. Tako da se mi zdi, da pravzaprav na nek način so, pa se res sliši grdo, begunci prišli prav oblastem. Zdaj, kot neko ključno orodje nastavljene zrcale se kaže internet, ker je bolj odprt, ne moremo lih reči, da je bolj svoboden, ampak je na nek način bolj dostopen. Omogoča torej razvoj nekih raznolikih praks in če posebej, ko govorimo o sovražnem govoru, se tu pojavlja kot zelo zanimiva spletna stran Slovenije, ki je na nek način, jo lahko imenujemo tudi sramotilen steber. Zanimivo pa je, kaj ta sramotilni steber pove o državnem preganjanju sovražnega govora oziroma državnem nepreganjanju sovražnega govora. Sami snovalci tega projekta so zelo jasno zapisali, da je pravzaprav ta projekt odgovor na tako veliko tolerantnost sovražnega govora strani institucij države oziroma strani oblasti. Gre za to, da so institucije države pravzaprav, da na eni strani zelo na široko pojmujejo svobodo govora, na drugi strani pa pravzaprav zelo ozko definirajo koncept dejanja, kot da govor ni dejanje. In če ste brali, že pred 2 letoma je, mislim, da tožilski svet razložil, kaj pomeni v Sloveniji pravzaprav oziroma na kakšen odnos imajo institucije prava do sovražnega govora. In tam so zelo jasno zapisali, da bom citirala, da nam kaj narobe povedala, da kaznivega dejanja ni, če v posledici, ko gre za govor, ni, če v posledici ravnanja storilca ni prišlo do ogrozitve ali motnje oziroma kršitve javnega reda in miru. In potem nadaljujejo, drugačna razlaga bi pomenila uvedbo golega verbalnega delikta. Kaj to pomeni? To pomeni, da pravzaprav se pri nas ne kaznuje nikogar zaradi govornega dejanja, ampak šele zaradi posledic tega dejanja, ki so kršitev javnega reda in miru. To, kar si ti Metka povedala, seveda drži, ampak je treba, kaj pa narediti v situaciji, ko tudi sodne inštitucije uporabljajo sovražni govor. Kaj je nad sodnimi inštitucijami, kje je ta meja? Ampak to je vse sprenevedanje zaradi tega, ker imamo izjavo, ki jo je pred kratkim dala islamska skupnost, ki zelo natančno pokaže, kaj so posledice tega, kar mi zanikujemo kot sovražni govor. Skratka, oni so napisali, da to, kar se je zgodilo, je rezultat poročanja določenih medijev in
tle imamo konkreten primer, ki bi se ga lahko sankcioniral, ampak v tej državi se ta zadeva ne bo sankcionirala. Pa ne zaradi tega, ker mi imamo tako ali pa drugačno definicijo sovražnega govora, ampak zaradi tega, ker je pri nas sovražni govor normalizirano. In tukaj bi še opozorila na nekaj. Zelo fajn je, če se ukvarjamo z sovražnim govorom samo v primeru interneta, forumov in tako naprej. Dajmo se ukvarjati s sovražnim govorom, ki je globoko etabliran v mainstream medijima, ker se ta zadeva sploh ne problematizira, ker je to postalo popolnoma normalno, da se določene pojave, ljudi, dogodki imenujejo na popolnoma nesprejemljiv način. Skratka, mi, če tudi delamo te neke kritične otoke drugačnega mišljenja, ne smemo pustiti ob strani eno monolitno industrijo, ki zaradi številnih razlogov, med ostalim tudi za razlogom, da 20 let živimo v prepričanju, da edini, ki nam lahko prinese svobodo izražanja, je trg. Trg je pa seveda deluje po principu, da edini govor, ki ga ščiti, je komercialni govor. Ne bomo rešili problema. Skratka, dajmo se lotiti problema tam, kjer dejansko boli, in to je problem mainstream medijev, ki to počnejo brez kakršnih koli težav. Jaz se tudi s tem popolnoma strinjam, ampak se mi pa zdi recimo to, kar dela Slovenija, ne? To se mi zdi toliko pozitivno, zaradi tega, ker pokaže, da je širjenje sovražnosti, hujskaštvo, pravzaprav nekaj, za kar je odgovoren kdorkoli, ki to počne. Ne? To je to. Mislim, seveda to ni edini in tudi to, kar zbira Slovenija, mogoče res ni niti najhujši problem, ne, seveda, s tem se absolutno strinjam, samo se mi pa zdi, no, da vendarle, ne, ima tudi to pozitivno funkcijo. Zaradi tega, ker v tej državi je pravzaprav zelo malo subjektov, pa ne bo to karkoli že, ki odgovorno uporabljajo javno besedo. No, smo že zdaj videli, da obstajajo različni načini reševanja, različni fokusi, kam bi se lahko usmerili, tako da bi zdaj se usmerili na Mateja Cviterja, ki bo povedal nekaj o pobudi Radia Študent proti militarizaciji. Slovenska vlada je namreč brez javne razprave situacijo zlorabila za zaostritev politike izrednih razmer. Tukaj Radio Študent v načine naslavljanja in praktičnega razreševanja begunske krize, torej politiko sprejemanja izrednih odločitev, posegel s pobudo za referendum proti militarizaciji. Namen te akcije pa ni zgolj preprečitev širjenja pooblastil vojske, ampak predvsem poseganje v javno debato in odpiranje prostora za resen premislek o ravnanju z begunci in posledično tudi z nami. Matej, prosila bi te, da opišeš, kakšno neko medijsko in oblastniško okolje trenutno, o čemer smo že govorili, posega pobuda Radio Študent in mogoče malo poveš, kako ste to speljali, kako še vedno se s tem ukvarjate. Ja, lep pozdrav. Ja, posega v okolje pač neke zaostrene oziroma neke omejevalne logike, ne, in retorike, tako na strani medijev kot na strani oblasti, ne, kar je bilo zdaj že tudi izpostavljeno. Jaz bi mogoče se sam navezal na prvo vprašanje, ki se tudi navezuje po mojem na mojega, no, se pravi, zakaj je oblast zdaj tako odreagirala, ne, zakaj smo kar naenkrat postala nestrpna, protofašistična, recimo, čeprav govori, da ni, ne. Jaz mislim, da je to pač posledica, v bistvu neposredna posledica same pač strukture Evrope, ne, če Evropa tukaj taki se spopada zdaj z migrantsko krizo, ne, da se je izkazalo, da je pač Evropa izključno ekonomski projekt, ne, in da smo na neki ekonomski ravni zelo integrirani, ne, imamo prost pretok ljudi, enoten trg, ne, hkrati pa nimamo nekih političnih institucij, ki bi to ekonomsko integracijo spremljali, ne, in pol, ko pride neka kriza, ki zahteva političen odgovor, kot je ta migrantska kriza, ne, enostavno mi nimamo vzpostavljenih inštitucij, ki bi se bile sposobne s tem spopasti, in posledično pač je vsaka država zase in oziroma je pač to najlažji izhod, ne. Pač se ograditi, se zateči to retoriko varnosti, ne, skratka probati se oddaljiti od celega problema, ne.
Zdaj, Cerar je sicer rekel, ne, da njemu je kot človeku težko, ne, ampak da kot voditelj mora prevzeti odgovornost, v smislu, da mora sprejemati težko odločitev, ne, ker je pač čisti nesmisel. Jaz mislim, da to, kar on dela, je najlažja pot. Ne. Težko bi bilo pač stopiti pred ljudstvo, povedati, kakšne situacije, da ne gre za varnostno grožnjo. Ne bi zanimalo, kaj bi on kot človek naredil. Ja. V glavnem, in pač se ni naša vlada tukaj edina, ne, vse vlade, ne vse vlade mogoče, ampak mnoge vlade na tej migrantski poti v bistvu zatekajo v neko isto logiko. Zdaj, kakšna je ta logika, pa ta retorika? Jaz bi jo nekako tri take, se mi zdi ključno, oziroma nekako bi jo razdelil na 3 dele. Eno je pač ta poudarjanje varnostne grožnje, ne, se pravi retorika varnosti, drugo je zdaj v zadnjih tednih štok bolj poostrena ta delitev na begunce pa ekonomske migrante, ne, ki je pač tudi omejevalna, ne. In tretja je pa ta retorika pač valjenja odgovornosti za situacijo na neko drugo državo, ne, oziroma nastopanja pred domačo javnostjo z obtoževanjem druge države. Ne. Zdaj pa ta prvi, kar se tiče varnostne grožnje, pač jaz mislim, da je jasno že od začetka, da je ta kriza humanitarna kriza, ne, in nevarnostna, in da pač izzivi so logistični izzivi. Ne. In to se je pač čisto jasno pokazalo, zdaj, ko logistika štima, ko se Slovenija pa Hrvaška usklajujeta, ko imamo pač vzpostavljen nek logistični sistem, da se te ljudi pač, da se jim nudi neko pomoč in da se jih pošlje naprej, ne. Ni nobenih izrednih razmer, ni nobene varnostne, poostrene varnostne situacije, karkoli, ne. Ampak kljub temu je pač naša vlada takrat, pač bolj na začetku, ne, mislim pa še zmer to isto uporabljam, ampak se je pač zatekla v to logiko varnosti, ne. Cerar je takrat govoril zelo jasno, da oni bojo naredili vse, da zaščitijo varnost ljudi in premoženja, ne. Pač sprejeli so ta zakon o obrambi, ki je zelo očitno izključno varnostne narave, ne. Zdaj postavljamo žico, ki je spet pač izključno neke varnostne narave. Ne vem, zdaj tudi v odzivu Milana Brgleza na pobudo RŠ, oziroma na začetek zbiranja podpisov, ne, je on Radio Študent obtožil ogrožanja varnosti države in državljanov. Ne. Skratka, skozi je prisotna ta retorika in zdaj, zakaj je ta retorika nevarna? Ne? Zato, ker omogoča oziroma nudi neki izgovor za marsikera dejanja, ne? Ker smo pač videli v ZDA najbolj nazorno v zadnjem desetletju pa pol. Ne? In tudi pri nas, meni se je zdelo zanimivo, pač pri obstavki policistov, ne, je Cerar v tem svojem famoznem ogorčenem nagovoru, ne, policiste v bistvu posredno obtožil, da ogrožajo varnost. Ne, govoril je, da pač stavkajo v času, ko imamo zaostrene varnostne razmere in tako naprej. Ne. Kar je čista neumnost, ker policisti bojo tudi v času stavke še vedno opravljali vse naloge, ki so potrebne za varnost, ne, za zagotavljanje varnosti. Ampak pač se je spet zatekel v to logiko in s tem probil diskreditirati neke sindikalne zahteve. Ne. Skratka, to je ena stvar. Zdaj tukaj pač mediji pač poročajo, meni se zdi precej skizofreno, ne. Po eni strani imamo pač, predstavljajo begunce kot žrtve, ne, in kot ljudi z neko življenjsko zgodbo, ne, ampak hkrati s tem pa čist nekritično nam podajo naprej to isto vladno retoriko, ne, in jo s tem legitimizirajo, ne. In je zadeva pripeljala toliko daleč, da je zdaj kar naenkrat žica, ki je bila pred parimi meseci, mislim, ko smo jo pred parimi meseci vsi obsojali, ne, ko je stala na mađarsko-hrvaški meji, ne, je zdaj postala pač kar naenkrat sprejemljiva rešitev. Ne. In tukaj so pač, to je nek odraz tega, da mediji očitno legitimizirajo to retoriko. Ne. Pol ta druga, no, ta delitev ekonomski migranti pa begunci, ne, je zdaj aktualna, ker so tako zvani ekonomski migranti ostali na grški strani grško-makedonske meje. Ne. In pač
to je precej spretno, se meni zdi, ne? Zato je, ker do ekonomskih migrantov bojo imeli ljudje še manj simpatij kot do beguncev. Ne? In je pa dejstvo, jaz mislim, da v tem toku je precej pač ljudi, ki jih oblast označuje za ekonomske migrante, ne? In bomo s tem lahko upravičili pač neko dodatno represijo nad temi ljudmi. Ne? Ker ekonomski migranti naj bi pač poleg varnostne grožnje predstavljali tudi ekonomsko grožnjo. Ne? In se s tem ustvarja pač nek strah med ljudmi pred pač nekom, ki je še nižje po družbeni lestvici in ki hoče priti in vzeti tisto, kar mi še imamo. Ne? Zdaj tukaj, kar se tiče medijev, jaz mislim, da ni mogoče reči nič drugega, kot samo, da so pač v popolnosti prevzeli to logiko. Zdaj, če gledamo te posnetke oziroma prispevke iz grško-makedonske meje, pač se v celem prispevku lepo poudarja to razliko med migranti in begunci. Na koncu se mogoče tako kot pod črto pove še, da se sicer ne more ločiti med ekonomskim migrantom pa beguncem na podlagi države izvora, ne, kar zdaj Evropa dela, ampak da bi pa bili sposobni nekako kritično ovrednotiti to delitev in prepoznati njeno nevarnost, pa sploh ne. Pol tretje je pa pač to hujskanje, to valjenje krivde na pač druge države. Zdaj takrat, ko se s Hrvati nismo mogli dogovarjati, ne, kako bojo begunci prihajali, pač naša vlada je imela linijo, da Hrvaška pošilja nenapovedano begunce čez pač zeleno mejo. Ne. Hrvaška vlada je imela seveda linijo, da mi nesmiselno omejujemo prihod beguncev. Ne. In pač v medijih je bilo to, bom rekel, čisto na isti način zastopano. Ne. Zdaj, en primer recimo, takrat, če preden smo se uspeli zmeniti, sem jaz bral v Jutranjem listu nek članek, v katerem je bilo, da je hrvaški notranji minister predlagal Sloveniji, da bi se begunce registrirali že na vlakih, ne, ko se peljejo čez Hrvaško. Ne. In en teden kasneje je na MMC članek, da bojo Slovenci registrirali begunce že na vlakih in izrecno, da je bil to predlog Slovenije, ki ga je Hrvaška sprejela. Ne. Sprav, tukaj je zdaj neka diskrepanca. Skratka, mediji vsake države sledijo lepo svoji liniji svoje vlade. Ne. In pač kombinacija tega vsega trojega, sprav, po eni strani poudarjanje neke varnostne grožnje, poudarjanje neke ekonomske grožnje iz strani nekih ljudi, ki so pač niže po družbeni lestvici in bom rekel, ustvarjanje neke delitve med državami, ne, je pač nevarno. Ne. To je, jaz mislim, da precej podobne razmere so kot pač v 30 letih, ki so omogočile razrast fašizma. Ne. Pač nismo še mogoče tam, ampak sledimo pa neki isti logiki, ne, oziroma nekim istim tirnicam. Ne. Ja, čisto še nismo. Ne. Takrat, ko bomo tam, bo prepozno. Se strinjam. Mislim, ne, jaz sam dopuščam možnost, lahko se to tudi nekje ustavi, ne. Ne bi jaz rekel, da nujno smo zelo na poti pač v fašizem, ampak sledimo pa tem istim tirnicam. Tako da ja, pač to se mi zdi, da je neko medijsko povlastniško okolje, no, kjer je Ereš posegel. Zdaj, po pobudi za referendum, kaj se je potem dogajalo na Radiu Študent? Se je prihajalo še do kakšne pobude? Kakšen je bil v bistvu vaš odgovor na to, da zadeva ni prišla do referenduma? Ja, mislim, mi smo pričakovali, da ne bo prišla do referenduma, ker je pač jasno, da po taki dikciji, kot je v tej spremenjeni ustavi, pač ko smo spremenili nekdaj že, par let nazaj, pač da se tak zakon ne more dati na referendum. Ampak ni tukaj sam namen pač referendum kot tak, ne. To je bil pač samo, mislim, to je bila v bistvu nek inštrument, ki je bil izbran in po mojem mnenju pač edini možni inštrument, da se hkrati pač zavlačuje malo, da se pač da možnost za javno razpravo in po drugi strani pač, da se na neki konkretni točki pritisne na vlado in s tem spodbudi to javno razpravo, ne. Zdaj, koliko smo bili v tem uspešni, ne vem, pač to bo mogoče publika bolj vedela, kot jaz, ko sem nekako pleten bolj v to, ampak jaz mislim, da pač na neke mere jano. Se je več govoril o tem od takrat naprej, ne?
o tej retoriki, mislim, mogoče ne toliko retoriki varnosti, ampak o logiki varnosti. Ne. Govorili se je o pač zakonu, oziroma spremembah zakona o obrambi, ne. Ker prej je to enostavno šlo skozi brez kakršnega koli poročanja ali pa poročanja tako nekje v spodji v enem kotičku, neka footnota, ne. Pač spremenili smo zakon o obrambi, ne. Tako da jaz mislim, da pač neki ravni bil uspešen, verjetno bi pa lahko bil še bolj, pač zdaj, ne vem, mislim, koliko je bila naša komunikacijska kampanja z javnostjo uspešna, bom jaz težko ocenil, no. Ampak jaz mislim, da sigurno je bila pač še možnost za izboljšavo, ampak v vsakem primeru pa jaz mislim, da je bila pač koristna akcija, no pa da je nekaj rezultatov sem prinesla. Ok, hvala. Gil Scott Heron je nekoč rekel, the revolution will not be televised. In trenutna situacija je še bolj razgalila težavnost klasičnih medijev, ki po eni strani podlegajo senzacionalizmu, po drugi strani pa uravnoteženosti. Novinarji so podplačani, uredniki so podrejeni imperativu gledanosti pa političnim interesom, mediji pa vse bolj spominjalo bolj na oglasni prostor, ki ga vsebina, še posebej pa kvalitetna vsebina, polni bolj redko. V tem ozračju pa se kaže splet, predvsem kot tisti prostor, kjer vznikajo novi pristopi k novinarstvu, ki temeljijo na avtonomiji. Tako da bi zdaj Sandro prosila, da spregovori o tem, kako je tako imenovano državljansko novinarstvo odgovor na krizo klasičnega novinarstva. In na kakšen način se je kriza klasičnih medijev mogoče malo bolj razkrila celo s prihodom beguncev na naše ozemlje. Ok, a lahko malo še nekaj prej povem, glede na to, kar je bilo povedano. Mislim, ker je treba določene stvari zelo jasno postaviti. Jaz sem bila proti meji 3 mesece nazaj, zdaj bom čez 3 mesece, čez 1 leto. Ampak sem bila tudi proti ograjam 2 leti nazaj, ko so jih postavljali pred parlamentom in ko se takrat demonstrante delilo na tiste, ki kulturno demonstrirajo in tiste, ki so taki in drugačni. In takrat se je začela ta uporaba varnostnega diskursa, ampak žal Bog nihče od državljanov tega ni vzel resno. In takrat so nekateri policistim delili rože, nekateri so pa od policistov dobili plačilne naloge in smo potem različne skupine zbirale ogromne vsote denarja, da smo lahko plačali kazni, ki so jih ljudje dobili, nekateri pa še imajo, kako se reče to, pogojno kazen, tako da ko grejo na demonstracije, morajo zelo paziti, kaj bojo delali, ker lahko končajo v zaporu. In zdaj, ko policisti stavkajo, zdaj pa se od mene pričakuje, da bom z njimi sočutna. Ne bom in nisem. In to isto velja tudi za novinarje. Veste, ta diskurs, da so novinarji podplačani, da delajo v nemogočih pogojih, k vragu so eden od redkih poklicov, ki imajo v rokah tako orodje in orožje, da bi lahko njihova stavka nekaj spremenila. Pa se ne upajo stavkati. Zato, ker nimajo poguma. In potem njihovo delo opravljajo ljudje, ki to delajo v prostem času in ki so si to vzeli kot nalogo, kot zavezo, da morajo nekaj spremeniti, ker enostavno ne bojo dovolili, da nekateri, ne glede na to, koliko so plačani, dobro plačani, svinjajo javni prostor. Tega bojo pač preprečili. Normalizacija pa poteka že kar nekaj časa in spet pravim, še eno stvar, ki sem jo pred enim tednom odprla in so nekateri kolegi, ki so tudi iz novinarstva, itak menijo, da so moje ideje take, skratka, za moje ideje rečejo, da so preveč radikalne, da je treba počakati. In ko tako čakamo, potem moje radikalne ideje postanejo popolnoma normalne in je potem treba še bolj radikalne ideje. Da vam zdaj ne razlagam, katera bi bila najbolj radikalna ideja, ker v bistvu na strpnost, ta diskurs, veste, liberalni, politične korektnosti, da se bomo mi politično korektno pogovarjali z rasisti, šovinisti, mislim, jaz imam tega dotle, pa še malo več. Ne gre, ne gre. In tisto, kar bi pričakovala od novinarjev, glede na to, da se zdaj približuje ta referendum, en referendum, na katerega bomo šli, je, da dosledno uporabijo ugovor vesti, ki mu piše v zakonu. In da o človekovih pravicah ne potrebujete uravnoteženo objektivno poročanje. Če govorite o človekovih pravicah, če govorite o problemu rasizma, ne potrebujete soočiti rasista in žrtev rasizma. Pa mislim, to je narobe svet.
kakšna je to objektivnost, zakaj to objektivnost potrebujemo. Ko gre za vprašanje človekovih pravic, je lahko samo ena pozicija. Si na poziciji, da varuješ, braniš človekove pravice. Vse ostalo je zame totalna kolaboracija z enim diskurzom, ki v javnem prostoru nima kaj iskati. In zdaj pa, če se vrnemo še na vprašanje ljudje, ki prihajajo, skratka beguncev. V enem svojem intervjuju, ko je prišla v Nemčijo Hannah Arendt, ko je hotela urediti svoj položaj, zaradi tega, ker se ni mogla habilitirati kot profesorica v Nemčiji, in predstavljajte si, Nemška akademija od nje zahtevala dokaze, zakaj ni mogla opraviti profesuro. Mislim, to je nenormalno. Zakaj? Zaradi tega, ker se ni dalo. Zaradi tega, ker je bila pregnana iz Nemčije. In na vprašanje novinarja, kako si ona razlaga, zakaj se je zgodilo holokaust in zakaj se je zgodilo to v drugi svetovni vojni, pove en stavek, ki je zame najboljši opis. To se ni smelo zgoditi. Dragi moji, to, kar se zdaj dogaja, ne bi smelo zgoditi. In naša naloga je, da naredimo vse, kar je v naši moči, seveda po osebnih prepričanjih, kaj lahko storite, da se ta zadeva prepreči. Ko enkrat na mejah, kjerkoli nekdo vzame v roke pravico, da določa kategorije ljudi, je to fašizem. In ta zadeva se ne bo končala na ekonomskih migrantih, beguncih in tako naprej, ampak se bo končala na tisti, ki imajo tak ali pa drugačna spolna prepričanja, tisti, ki imajo modre ali pa zelene oči, tisti, ki so visoki 150 ali pa 160 gor ali pa dol in tako naprej. To so značilnosti družb, v katerih živimo. Zdaj, prej sem nekako povedala, mediji, ki danes delujejo, imate inicijativo, recimo begunci.net, ki opozarja na te zadeve, analizira stvari, ampak to delajo ljudje, ki to delajo zaradi tega, ker menijo, da te stvari treba početi, da treba opozarjati na te nedopustne prakse. Moje vprašanje pa je, da je treba udariti tam, ker najbolj boli. Treba je bojkotirati medije, mainstream medije. Treba je bojkotirati oglaševalce. Treba je bojkotirati, ne vem, davčno upravo. Treba je bojkotirati vse možne inštitucije, da pokažemo, da enostavno tega ne dovolimo. In na koncu samo še ena zadeva. Društvo pisateljev je, ne vem, 10 dni nazaj organiziralo tisto protestno srečanje v primeru postavljanja bodeče žice in potem se je slišalo tisto meni tako, mislim, najbolj nesprejemljiv diskurs, to, kar oni počnejo, ne počnejo v mojem imenu. Seveda počnejo v našem imenu. Dokler ne greš na mejo in svojim telesom in svojim dejanjem, ne storiš nekaj drugačnega od tega, kar je, delajo v tvojem imenu. Lahko se, mislim, kot lepa duša pretvarjaš, da ne delajo v tvojem imenu, ampak delajo v tvojem imenu. Vsi tisti, ki berejo te medije, vsi tisti, ki na kakršenkoli način sodelujejo s temi mediji, sodelujejo v teh praksah, ki so nesprejemljive. Zdaj, te nove prakse na internetu so seveda dobrodošle. Seveda je vse to na nek način, da se odpira en nov javni prostor, kjer ljudje lahko pokažejo, da je komunikacija, odgovorna komunikacija, odgovoren način razpravljanja možen. Ampak na koncu bomo prišli do tega najbolj banalnega dejstva. Spremembe se delajo s telesi, spremembe bolijo. Moraš iti na ulico. Moraš se postaviti jasno svojim telesom in povedati, da se take stvari ne morejo dogajati. In če hočeš zagovarjati res radikalno človekove pravice in če hočeš res radikalno poseči v to situacijo, v kateri se nahajamo, žal to ni dovolj. Ni dovolj tudi ta debata, ni dovolj, ne vem, vsi ti majhni prostori, ki jih odpiramo. Je sicer fajn, da ste vi odprli to vprašanje militarizacije, ampak se ti zdaj pol ure v bistvu razlagal način, kako mi ga že legitimiramo, ta diskurs. Mi ga že legitimiramo. Mi že uvajamo nekako v diskurs te nesprejemljive prakse. In moram pa povedati, da je Orban politično in komunikacijsko gledano genijalen. Mislim, mi se moramo pri njem učiti. To, kar Orban naredijo z mediji, na Madžarskem je Orban prek svoje stranke Fides lastnik praktično celotnega medijskega prostora. Zadnja firma, ki se temu upirala, RTL, v lastništvu luksemburškega podjetja, je rekel, mi tega ne moremo zdržati in grejo ven. In imate oazo, to je čudež.
paradiž na zemlji za totalitarce. Mislim, Orban lahko naredi ekskurzije za totalitarne voditelje, da vidijo, kaj je možno narediti v praktično 3 letih, s tem, da je javnost protestirala, ampak na koncu dvignila roke in rekla, nič se ne da narediti. Da se narediti, ogromno. No, moje zadnje vprašanje, ki bi bilo, lahko še? Ne, sem se da meni. V bistvu, to zadnje vprašanje je za vse. Je pa bilo že zdaj predvsej odgovorjeno in to sicer veliko aktivistov se kljub temu, da nenehno nekaj delamo, se konstantno smo sprašujemo nemočne, ne vemo točno, kaj ne narediti, kam pritisniti, ali informirati, ali pritiskati na, ne vem, pravne institucije, opozarjati, koga v bistvu opozarjati. In zdaj, a se vam vprašala bi vas 3, pa potem bi bilo zanimivo odpreti o tem tudi še debato. Kaj se vam zdi, oziroma kaj se vam je zdelo v zadnjem času kakšna dobra praksa, kakšen način ali s telesi, ali informiranje? A se vam zdi, da so kakšni načini udejstvovanja trenutno precenjeni, ni prava beseda, ampak mogoče so neke zadeve, ker preveč porabljamo svoje energije, pa bi mogli se drugam usmeriti, druge ljudi mobilizirati, pritiskati na druge ljudi in to v bistvu bilo vprašanje za vse 3. Ne, daj ti prvi, da jaz ne govorim stalno. In že tako sem tukaj prehlajena, da bom... Mislim, ja, ne, zdaj si me malo dobila. Primeri dobre prakse. Radio študent. Ja, ok, radio študent, vedno. Pač ne vem, jaz mislim, da zdaj iti s telesi, ne, kot je bilo rečeno, to je vsekakor dobrodošlo, sam pač ne bi pa zavrnil tega, da je treba v medijskem prostoru delati, ne? Ker mislim, da so mediji tisti, ki pač imajo dostop do neke širše javnosti. Ne? Zdaj, nimam tukaj nekih iluzij, da bomo mi mainstream medije kar obrnili okoli in da bojo zavrnili to svojo kvazi uravnoteženost. Ne? Ampak vsaj mislim, da je tukaj treba pač pritiskati, ne? In hkrati pač valjda tudi neki avtonomni mediji, ali pa tako, kar je bilo te begunci.net izpostavljeni, ne? Pa pač neke take avtonomne informacijski portali, točke, kakorkoli, pač tudi lahko pripomorajo. Sam ne bi pa rekel, da je tukaj, kako so se prej pogovarjali, pač, da je tukaj neka izbira, ne? Eno ali drugo, pač oboje je po mojem treba. No? Jaz lahko sem nekaj, za tiste, ki ste kratko na tem svetu ali pa krajše, ali pa ki imate spomin kot zlata ribica ali pa karkoli, to je moja politična heroina, to je oseba, ki je v volilni enoti premagala Janeza Janšo. 100 let nazaj, ampak se da. Se da. Ne pozabite tega. V volilni enoti, njegovi matični volilni enoti. Skratka, oprosti, ampak, veš, ne, glej, Metka, mislim, jaz bi se hotela pogovarjati, glej, analiza tega, kar je, lahko delamo v nedogled, lahko pademo dol od vseh možnih, vsak dan odprite katerikoli medij, boste osupli, da lahko pademo še niže. Vsakič, ko nekaj vidim in rečem niže od tega, ne, možno je. Poglejte, kako so se ljudi, recimo RTV Slovenija, poglejte, kako so se ljudi matrali, da umaknejo oddajo z Nino Osenar in Borisom Kobalo z nedelje, prišla je v soboto. Mislim, oni so kot jojo. Čim dalj jih udariš, pridejo nazaj še huje. To je problem, zato ker se lotevate kozmetičnih napak, teh popravkov, treba je delati sistemske spremembe. Nekateri bojo šli kandidirati, nekateri bojo demonstrirali, ampak jaz samo hočem povedati, da je skrajni čas, da začnemo govoriti o tem, kakšne so druge možne politične, medijske in ostale prakse, s katerimi lahko učinkovito delujemo. In da se med sabo ne začnemo deliti na tiste, ki so radikalni, neradikalni, kulturni, nekulturni, da ne rečem še kakšne druge delitve in tako naprej. A je možno v tej državi narediti eno fronto ljudi, ki se zavzemajo za to, da se stvari, ker zdaj gre za res. Mislim, če nekdo misli, da se bojo stvari ustavile in da bo jutri predsednik vlade rekel, od danes naprej nisem Miro Cerar predsednik vlade, ampak Miro Cerar
privatnik, ki ga srce boli zaradi one bodeče žice in bo prišel tam in škarjami režal žico in ne bo. Skratka, treba je razmišljati o teh novih praksah in jaz mislim, da je to naloga vsakega od nas, da poskuša te zadeve omisliti in da neha s tem, da se nekaj ne da. Se da. Se da. Mislim, da se. Mislite, da se ne da tudi spremeniti, da se s takimi majhnimi akcijami, kot jih je delal recimo kolega Domen Savič, ko mu je počilo in je začel pritiskati na oglaševalce, tam jih je treba udariti. Oglaševalce je treba udariti. Treba udariti podjetja, ki sodelujejo v celi tej zadevi produkcije takih nesprejemljivih vsebin. Skratka, dajmo, ali pa če vi imate kakšno idejo, dajmo o tem razpravljati. Mislim, dajati toliko prostora, tudi skozi kritiko, v bistvu mi na nek način legitimiziramo to, kar počnejo, ker jih delamo kot subjekt našega razmišljanja. Oni niso subjekt mojega razmišljanja. Nočem, da so subjekt mojega razmišljanja. Jaz lahko rečem, da seveda se strinjam. Ja, ampak to so bili konc 80-ih, začetku 90-ih so bili vseeno malo drugačni časi. Bili so v tem, da je takrat bila neka raven politične kulture, ki jo je vzdrževala tudi takrat še moč novih družbenih gibanj in politične stranke niso imele svojih volilnih baz še formiranih, tako kot jih imajo zdaj. Takrat niso silile vse na desno sredino, tako kot silijo zdaj, ampak so iskale pravzaprav svojo bazo po celem spektru, če tako rečem. Bistveno drugače je bilo. Tisto, kar jaz se absolutno strinjam, mislim, najbrž vsi vemo, štejejo telesa, ampak teh teles mora biti čim več. Mislim, če jih je malo, bodo zelo hitro upravili z njimi. Ja, tako pa na potenco. Ja, se strinjam. Lej, to seveda tudi pomeni, vprašati se, koliko smo se tisti, ki še imamo ta privilegij, da živimo v relativnem udobju, ko smo se tega udobja temu udobju pripravljeni odpovedati. To pomeni tudi, mislim, da na nek način stavkati za take reči. Ker to, o čemer si ti govorila, ni samo stvar tega, kar se po medijih dogaja, to zadeva pravzaprav način našega življenja, kjer nas ta bitka za to, da preživimo, pa niti ne vem kako dober, sili v to, kar sem že enkrat rekla, da pravzaprav govorimo hitrejš, ko mislimo, recimo. Skratka, produciramo več, kot sploh vemo, da produciramo. To pomeni. To pomeni upret se temu imperativu dobička kapitala do konca vsakega človeka izžet. Na neki ravni smo vsi znotraj tega. Ampak to pomeni to. To pomeni boriti se za prosti čas, se pravi reči ne na eni točki. Boli še hujš, kot to, če ti policisti ne vem, ali te dajo lisice, ali vem, ampak boli takrat. To pa, da razumeš, da nimaš za preživeti, boli pa dalj časa, pa še koga drugega. Mislim, da je zdaj čas, da se usmerimo tja, ja? No? konzervativnih sil, ki poskušajo izcediti še zadnje finančne vire
in si rešiti lastno kožo, na koncu bomo pa vsi isto ceno plačali. Tako da zaključek je itak jasen. To je ena stvar. Drugo, kar sem mogla pa reči, bi pa opozorila na en detalj, ko ga mogoče niste videli, da je Slovenija pravzaprav najprej šla na posvet k Nemčiji, preden se je odločila, kako ravnati z begunci. Se pravi, ker naša alternativa bi bila, da begunce lepo mirno odpeljemo iz Hrvaške do avstrijske meje tja, kamor želijo. Ne? Mi smo se odločili za drugo varianto, ampak ta je nastala v soglasju. Bi rekla, da sem imela občutek, kot da Evropa razpada in glej, Avstro-Ogrska spet pod njo. Madžarska, Avstrija, Slovenija, naenkrat se je začelo kar neke stare rodovne vezi so se začele obujati. Slovenija pa v strahu, v sindrom ježa, kot žival. Animalični, mislim, reakcija. No, hočem reči, opozoriti to, da naše ravnanje z begunci ne bi bilo treba biti takšno, kot je bilo, če bi se mi suvereno odločili, kako bi z njimi ravnali, kajti Evropa se itak ni odločila. Spravi, da je bilo na nas. Vendar smo šli po soglasje k naši zaščitnici Nemčiji. Potem se je začela militarizacija mej, tak je bil moj občutek. In bi najprej v bistvu pogledala, kritizirala, če bi koga kritizirala, bi kritizirala to, da se nismo odločili na suveren način, kako bomo ravnali in nismo logistiko na ta način speljali. Mogoče jaz to narobe vidim, ampak tak je moj videz. Tako, to so moje pripombe glede idej, ki sem jih v vašem pogovoru videla. Pač jaz mislim, če bi se mi suvereno odločali, jaz mislim, da je to glih napačen način, ker pač to je skupen evropski problem, ne? In ga moramo skupaj kot Evropa reševati. Če se bomo odločali vsaka država kot suverena država, imamo eno suvereno proti drugi suverene države pa nimajo enake moči, ne? In bi mi pač takoj potegnili takratko, ne? Ker bi se Nemčija tudi kot suverena država odločila, ne? Pač jaz mislim, da tukaj je glih fail Evrope to, da ni sposobna neke koherentne, enotne politike zagotoviti, ki bi zadevo rešila, ker pač teh 500 000 ali milijon ljudi letos pač je, ne vem koliko, nekih 0,25% ali kaj evropskega prebivalstva, ne, kot je bilo že velikrat povedano. In to pač res ni neka številka, ki bi bila tako strašljivo velika, da je Evropa ne bi zmogla, ne. Samo če bomo pa vsaka država zase, pol pa je to za neke države lahko neobvladljiva številka in pol se pač glih zaradi tega, ker je vsaka zase, bo Evropa vedno bolj razpadla in vedno bolj se zatekamo v pač ta nacionalistični in fašistični diskurs in diskurs varnosti in tako naprej, ne. Ampak ti govoriš o tem, kako naj bi bilo in to smo vsi mi želeli, da naj bi bilo tako. Ampak dejstva so pa drugačne. Države se niso odločile, da bi podprle to skupno idejo. To je ta problem. Pred meseci se je skupina tista, ki sem jaz tudi podpirala, zavzemala za to, da se odpre humanitarni koridor. In v bistvu nihče od teh držav ni imel poguma, da to naredi. V bistvu pa se je zgodilo to s tem, da se je iz tega naredila zelo dobra kupčija, krvava kupčija, ker se zdaj ljudje nalagajo tam na ene vlake, pa na druge vlake, pa preprodajalci taki, tretji in tako naprej, ampak v osnovi države na tej poti prevažajo te begunce po določenimi postopki tam, kar naj bi šli. Edina humanitarna odločitev v tistem trenutku bi bila, in tisto bi se moralo sprejeti, da se jim zagotovi miren prehod v države, v katere želijo oditi. In to je vse. In tukaj ni vprašanje suverene odločitve, to je vprašanje človečnosti. In jaz ne morem govoriti o obvladljivih in neobvladljivih številkah, o kvotah in ne vem kaj. Jaz ne vem, kaj je obvladljiva številka. Ne vem, kaj je kvota. Ljudje, ki bežijo, moramo jih sprejeti. In se s tem moramo soočiti in to na čim bolj človečen način.
To je vse. Kako smo se pa mi odločili? Jaz se spomnim, je mogoče 2 tedna pred tem začetkom največjega števila prihodov, so na Sazuju organizirali eno omizje, na katerem so govorili o teh postopkih, kako bo potekalo hipotetično, ko pridejo begunci, in so takrat tudi strani določenih nevladnih organizacij razlagali, kako bo potekala registracija. To je napačen pristop, razumete? Napačen pristop. Zaradi tega, ker so vsi poskušali v matematične formule ali poenačbe stlačiti nekaj, kar tam ni šlo. Skratka, edino, kar mi zdaj lahko naredimo, ampak zdaj imamo drugo težavo, zaradi tega, ker je paralelno s tem omejevanjem potekalo izjemno načrtno to, o čem se ti prej govorijo. Varnostni diskurs, militarizacija in tako naprej. Mislim, danes imate tle, mislim, ne vem, pa mediji tudi sodelujejo. Mislim, to, kar je večer naredijo, tisto demonstracijo, svojo novinarko, ki je hodila v nikabu po Mariboru, mislim, jaz ne morem verjeti. Res ne morem verjeti. To je problem. Skratka, mi zdaj moramo v bistvu reševati, moramo spet radikalno postaviti ta vprašanja. Mislim, ne moremo ukvarjati s temi malenkostmi teh diskusij, ampak radikalno zastaviti to vprašanje. Humanitarni koridor mora obstajati in morali ga bomo narediti, ker se to, kar se dogaja, ne bo ustavilo. Na noben način se ne bo ustavilo. Mikrofon. Kako živimo v frakcijah veliko po Sloveniji? Kako ne bi bilo, če bi bilo? Ne, jaz sem samo iz tega stališča govoril, ne vem, jaz to dojemam kot evropski, ne vem. Te ljudje so namenjeni v Evropo, ne. Ja, lahko rečemo Nemčija, ampak jaz mislim, da pač, če hočemo kot Evropa, lahko pa rečemo, da bo Evropa razpadla, ne. Ne vem pač, če je to v tem trenutku najboljša stvar za sprijazniti se s tem, čeprav se strinjam, da je zna biti neizogibna, ampak iz stališča neke... Kako bo razpadla? Kaj bo razpadla? Evropska unija? Tako, na države, ja. No in pač iz tega stališča se mi zdi, da je smiselno to reševati skupaj, no? Ne pa kot vsaka država posebej, ker če rešujemo kot vsaka posebej... Vsi smo čakali, da bojo neki smiselni ukrepi, ampak jih ni bilo, ne? To je problem. Ja, ampak že koga naslavljamo, ne? A naslavljamo mi tukaj kot nekoga, ki mora ukrepati in pač podajamo kritiko naši vladi, ker je delala pod diktatom Nemčije ali pa kot suverena država, ali naslavljamo mi kritiko na skupno evropsko politiko in skupen evropski pristop do tega, no? Se mi zdi, da je ta razlika med pogledi, no? Skratka, to bi bil ideološki, ne vem, en tak umetniški projekt, da Slovenija sprejme 5 milijonov beguncev. Mislim, ne vem, mi se ukvarjamo, mi vidite, na kakšen način mi razmišljamo, kalkuliramo številke. Sprejmemo jih, na dan jih lahko sprejmemo 2500, 2800 je begunska kriza, katastrofa. Treba je zapirati meje. 1700 je obvladljivo. Če jih je 200, to je malo malce. To jih lahko že z avti prepeljemo v Avstrijo. Mislim, to je način, kako mi razmišljamo o zadevah. Jaz trdim, da je, če bi se odločili za ta humanitarni koridor in ljudem dejansko pomagali, bi zadeva veliko bolj potekala in bi vmes tudi lahko imeli dovolj časa, da se razvijajo tudi drugačne prakse, kako sodelovati z begunci.
O tem govorim. Če pa ti obravnavaš ljudi kot, še hujše kot, ne vem, sad tu mi živali ne obravnavamo, kaj Bog ve prida. Ne, tudi mislim. Se mi nimamo več prosto živečih živali. Mi smo vse to že kastrirali, omejili in tako naprej. Tako da, ne vem, kot tovorno blago, pol pa imamo težave. Ampak kako bomo mi vzpostavili humanitarni koridor, če bo vsaka država zase in nam bo Avstrija ta koridor zaprla, ne? Mi zdaj razmišljamo, kaj bo Avstrija. Avstrija razmišlja, kaj bo Nemčija. Nemčija razmišlja, kaj bo Švedska. Britanija pa reče, boli me kl za vse vas skupaj, mi ne bomo nobenega sprejeli. In oni so sprejeli odločitev. Ne, pač to je bila samo neka ki pa posledice ima na celi tej... Če mi sprejemamo odločitev, to gospa govori. Mi nismo sprejeli nobene odločitve. Mi smo mojstri, ta država je mojstrica v tem, da ne sprejema nobene odločitve in se dela, da je to okej. Tudi če ne sprejmeš odločitev, odločaš. Če ne greš na referendum, odločaš. Skratka, ta naša taka, ne vem kako bi to, mislim, tako atavistično beganje iz ene ampak vi resno mislite Karla Erjavca, ki bo pritiskal na zunanje ministre? Mislim, jaz bi to rada videla. Mislim, to bi res uživo, če bi mi kdo to predvajal. Tega, ampak stavljate, da, mislim, to je zdaj neka realna omejitev, ne? Da Karl Erjavec tega ne bo naredil, ampak jaz sem tukaj samo v poziciji kritika, ne? Karla Erjavca, pač kaj on dela, ne? Ampak vi pa po drugi strani predpostavljate, da se bomo mi vsaka država zase odločali, ampak hkrati, da bojo pa naše sosednje države kar delale tako, kot bi mi radi, ne? In nam pustile ta humanitarni koridor, ne? Pač ne bo šlo, ne? Že mi, pač, če bi se kot vsaka država zase odločali, bi zaprli proti Hrvaški, verjetno, ne? Lahko bi se zgodilo, kajti suverena država ima pravico tudi se odločiti tako, ne? Vse ni suverena. Kaj bi se tako odločali? In tukaj sem jaz rekla, da je ključno, da mi razumemo, da smo mi to, da smo tudi mi del tega, kar se to zdaj dogaja. Da nismo mi tisti, ki pravzaprav zdaj delimo krofe ali pa ne delimo, da se mi odločamo. Ampak da smo mi del tega procesa, ki nas je... Večina njih ne je krofe, to je Se opravičujem, ker sem že veliko razporodila. Sam premislite hipotetično. Vi ste prej rekla, da bomo vsi postali begunci, ker večina mladih ljudi se želi proč. Večina beguncev tudi ne želi ostati v Sloveniji. Nihče ne želi ostati tukaj. A ni to najhujša kritika, kar je lahko katerakoli država? Mislim, prva država, iz katere se bojo vsi izselili, razen unih, ki bojo jodlali in tako naprej, to je problem. Ampak drugi problem pa, ki ga jaz vidim, recimo, mi se blazno ukvarjamo s tem, koliko bo procentov muslimanov živelo v letu 2050. To, kar mene grozno skrbi je, kako živeti v državi, v kateri je 95% katolikov. Meni je to groza. Ampak nobenega to ne moti. Moti jih pa unih hipotetičnih 10% in tako naprej. To je problem naše države. Mi v tej državi, ne da se ne zna ravnati z manjšinami, ta država je ponotranjila nek koncept grandomanije, ki jo bo pokopal. In zato, ko govorimo o beguncih, mislim, ta država operira številkami. Meni bi bilo zelo zanimivo eno tako izkušnjo s policisti, ko bi na koridoru, mislim, ljudje pretekli Slovenijo. Čim prej zapustijo in grejo naprej. Mislim, to je tisto. Naši politiki dejansko mislijo, da razen nas, kdorkoli drugi želi tukaj živeti. O
o tem je potrebno razpravljati. Lahko sem nekaj rečem. A se spomnite, kakšna užaljenost je bila takrat, ko je ona mlada begunka rekla, da po Sloveniji, kjer je ona pa že ne bi rada živela. Mislim, pa ja, grozna užaljenost. Prej pa samo to, kako jih bomo toliko in toliko prenesli. Mislim, to isto, kar si rekla, 95% katolikov, teh 95% katolikov se zdaj najbolj boji, da muslimani, ki bodo tle v velikem številu, ne bodo sprejeli načela enakosti ne glede na spolno usmerjenost, recimo. Ne? Tudi oni ne sprejemajo. Ja, o tem govorim. Ravno to sem rekla. Točno ti isti, ki izsiljujejo z referendumom, strašijo pred tem, da zaradi muslimanov ne bo ta Slovenija prijazna do gejev in lezbik. Še kakšno vprašanje iz publike? Kakšen premislek, kakšna ideja, kako bomo kaj spremenili ali pa kako bomo še naprej zadeve spremenjali? Ne. 10. se vidimo na Kongresnem trgu, na demonstraciji. Ob 5. To je že naslednji teden, tako da do naslednjega tedna. Na potenco. Eksponentno se to poveča. Ja, pa s telesi, ne? Pa lahko že danes kaj naredimo. Glede na to, da brez plesa ni prave revolucije, se že danes srečamo lahko tukaj na plesišču in na tak način poizkusimo kaj spremeniti, če se da. In jaz bi se zahvalila... Samo po stavka. Meni se zdi, da zmer po teh debatah pozabljamo. Jaz nekako ne verjamem, da se da danes na jutri kapitalizem uničiti, zato tudi ne verjamem, da mi zelo lahko vplivamo na une Švede, ki so lastniki pa TV-ja, pa unga pa tretjega, ampak to, kar je pa naše, in to se mi zdi, koliko ljudi bo prišlo 10. decembra, je tudi odvisno, kako bo to naša televizija pokrivala. In tako dalje. To ni naša televizija, to je... Ta točka je, in to, kar ti praviš, da bi vsi, kakšna država to, ko bi radi vsi šli ven. Veseli bi bili, če mi gremo. Veliko jih je, ko bi bili tukaj, zavedno in bi bili veseli, če se vsi spokamo. Mislim, ta polje tam na drugi strani ni tako majhno in ni za podcenjevati. Zdaj že ima, povsod so, kako s tem, kako se tega prijeti. Ko si ti govorila o tem, da država ne reagira na sovražni govor. Svetlano Makarovič so danes ovadili v kazenskem postopku zaradi tega, ker je rekla, da ko pogleda Primca pa še une trije, da včasih pomisel na to, koliko je škoda, ker niso bili splavljeni. In to je, a veš, ta represija lahko se odslikava, jaz rajš vidim, da se take inovativne rešitve, kot je Slovenija, morajo zgoditi in da smo jih dolžni producirati, kakor pa da ta del, ki bi rad videl, da nas ni, ima to moč v pravu, tudi da se to... Se pravi, neke te točke, ki jih je treba po moje določati... Svetlana gre res, da je zelo svoje govor. Ja, zelo predaleč. Tako da smo le pa drugo stran. Absolutno, ampak to ni za v zapora. Spoštovanje čisto ustajska človeka. Absolutno. Da ne bi to... Ka unika kocka meče v islamski skupnosti. To je islam. Mi smo tako previdni, kadar se naslavljamo na te, ki na huskaštvo, bom tako rekla. Mikrofon. Blazno previdni pri tem. Korektni in tako naprej. In to je narobe. Res, ne moreš biti strpen do nestrpnega. Oziroma, to ni nestrpnost, to je hujš. Jaz se strinjam s tabo, Barbara, kar si rekla, da govorimo. Naredite vi debato tle v pritličju, pa povabite... Zakaj pa ne? Ja. Zaradi tega, ker problem z javno televizijo je tudi to, da je večina pustila, da se to zgodilo. Ker to se ni zgodilo čez noč, to traja že kar nekaj časa. Tukaj je treba, ampak je spet treba
inovativne metode, kako te zadeve spremeniti. Ker oni bojo rekli, saj je civilna družba imenovala člane programskega sveta, pa poglejte, kakšna civilna družba, mislim. Če je to presek civilne družbe, pol, da imate 3 člana matematičnega društva iz, ne vem, ki so člani programskega sveta in tako naprej. To je problem. Mislim, organizirajte to razpravo, pa mogoče ne samo zaradi referenduma, ampak na splošno, s kakšnimi tehnikami se lotiti ponovne, kako bi rekla, osvojitve tega medija za naš interes, ker ga mi več nimamo. To jaz tako vidim. Tam je bilo še eno vprašanje? Vadaj? Brandalizem se temu reče, ne, pač, ker nalepaš neke ekstra stvari gor, ki v bistvu pač kažejo tisto, kar je skrito pred zaslonom brandinga, ne, tako pač, to se meni zdi nek tak hack, no, tako, in kakor tukaj je v bistvu vprašanje, zakaj se ne bi sprašvali še o tem, kako te, kakor v inovativne metode vključovati neko tehnološko rešitev, kakor ali mogoče predrago tako razmišljati, pač, da bi se uporabljali neke, ne vem, pač zdaj eni pravijo, da decentralizirane platforme, kakor Bitcoin, pa tisto, kar leži pod Bitcoinom, blockchain, kar omogoča v bistvu več aplikacij kot samo valuto, pač med drugim je to tudi neposredna demokracija, ki je pač odprt proces, ki ga treba s konsenzom določiti, kar sam to vsakič razprobam, no, sam se mi zdi pač, da res vredno o tem razmišljati, tako. In če bi se dali kaj na to temo, ne vem, odpreti, jaz bi prišel zraven na debato. Z Bifotom sem o tem govorila, sam kdo bo to naredil, mislim. Če je kakšen prostovoljec, ki je potem pripravljen še v zaporu, malo če 5 bi bilo v redu. Ampak, ko se začnejo te zadeve, je zelo enostavno mogoče udreti v televizijski signal. A ni lepše stvari sredi tega cirkusa, se pojavi glas razuma in reče, to ni v redu. Tega ne gledajte. Možno je narediti. To so radikalni prijemi. Skratka, treba je udreti. Ena stvar je tehnološka, tam je Lenart lahko nekaj tudi to pove, je cela mreža, kako se lahko razvije tehnološko, čisto paralelni svet, ki zaobide to. Ampak jaz še zmeraj pravim, ne smemo se delati tako, da so oni nepomembni. So pomembni in je treba ves čas, ko se razvija ta paralelni sistem, je treba napadati to trdnjavo zaradi tega, ker deluje škodljivo. To je, kot imate, ne vem, mislim, nek virus, ki se širi. Ta virus je treba ustaviti in ta virus se širi tudi na vse ostale. Skratka, so radikalni ukrepi, zdaj ne vem, a to vam je preradikalno, ne, ker ste rekel, da se kapitalizma itak ne da tako da vam je to še bolj. Vi boste verjetno, to je ta problem. Prej boste lahko si vizualizirali, kakšno je življenje potem, ko zemlja razpade, kot kakšno je življenje po kapitalizmu. Tako da, jaz si ga lahko vizualiziram. Tako da. Težje si pa vizualiziram, kako je, ko ni več homo sapiensa na zemlji. Še kakšno vprašanje, premislek?
No, potem pa hvala vsem govorcem, vsem, ki ste bili tukaj in se vidimo, če ne na plesišču, pa naslednji teden na demonstracijah, če ne na demonstracijah, pa še kje prej, kje druge, ker bomo se borili za to, da bo svet lepši. Oziroma ne, Slovenija lepša, pa s tem tudi svet, verjetno. Hvala.